Znanje kreiranja spletnih tečajev je dosti širše uporabno kot samo zato, da posnamemo video lekcije in naredimo spletni tečaj. Skratka, ko enkrat znaš kreirati spletne tečaje, ko enkrat znaš kreirati te video vsebine, lahko to znanje uporabiš za pripravo različnih formatov video vsebin, ki nam koristijo tudi za promocijo našega online biznisa oziroma našega biznisa na splošno oziroma za promocijo konkretnih programov oziroma konkretnih online programov. Zdaj, jaz sem pristaš, seveda, da se izobraževalci ravno zaradi tega sami naučimo pripravljati take vsebine, ker konec koncev odpredavati in pripraviti teh zadev namesto nas ne more nihče drug. Tisto, kar lahko naredi neka druga oseba, je, da nam zeditira in tehnično obdela te zadeve, je pa tako, da v bistvu, ko enkrat poznamo trike, kako se postaviti pred spletno kamero, kako skreirati na enostaven način določene zadeve, določene video vsebinske zadeve, potem pravzaprav vidimo, da niti tega tehničnega dela, tega editiranja vseh teh zadev niti ni potrebno toliko zelo veliko in niti ne rabimo najemati nekih drugih izvajalcev, lahko pravzaprav te stvari lahko zelo dokaj enostavno pripravljamo sami. Tako da te na tem mestu, preden gremo v globine teh treh načinov, te povabim, da si pogledaš na edogodek.si brezplačen spletni tečaj, kjer ste seznanjeni z začetnimi zadevami, kakšno orodje potrebuješ, kakšno opremo potrebuješ, kako se za teh zadev sploh lotiti in tako naprej, kako nam koristijo ne samo za kreiranje spletnih tečajev, ampak dejansko za celoten naš edukacijski biznis. Zaenkrat se pa posvetimo torej trem načinom video vsebin, ki nam oziroma ko nam lahko koristijo tudi za promocijo oziroma za marketing. Mogoče na tem mestu samo še en tehnični namig, tehnični namig za boljšo spletno učno izkušnjo. Skratka, pogledamo si 3 stvari. Če vse 3 stvari grem bolj podrobno, to se pravi, vsako od 3 stvari razdelam bolj podrobno, na koncu se potem tudi povzamem tudi nekaj akcijskih korakov, kako naprej. Bi pa želela opozoriti to, da imaš v bistvu, če gledaš tole predavanje, če ga poslušaš na YouTubeu, imaš razdeljeno, je posnetek razdeljen po poglavjih, tako da lahko tudi skočiš na kakšno drugo poglavje, oziroma zdaj jaz priporočam, da za prvo poslušanje, da odposlušaš vse, lahko poslušaš tudi na višji hitrosti, tam na 1,5-krat bom glih najbolj funkcionirala, da me še lahko dobro slišiš. Če poslušaš na Spotifyju, je pa spodaj v opisu so časovne kode in v bistvu samo skočiš oziroma link klikneš na posamezno časovno kodo in te, prenese po časovnem traku na ustrezen del. Tako kot rečeno, predlagam, da za prvič, ko poslušaš vse, zato da dobiš eno tako celostno sliko. Če pa posnetek poslušaš ponovno oziroma se vračaš kadarkoli nazaj, pa lahko seveda torej na YouTubeu po poglavjih pogledaš oziroma na Spotifyju spodaj v opisu po časovnih kodah. Zdaj pa za začetek, za en tak hiter uvod, pregledati vse 3 načine, ker vem, da ponavadi vsi čakamo, kaj so tisti 3 načini ali pa tistih 5 načinov, pa 7 korakov pa tako naprej. Skratka, dajva pogledati najprej vse te zadeve, potem pa kot rečeno je vsako zadevo pregledam oziroma predelam večkrat bolj podrobneje. Torej, prva zadeva so objave za socialna omrežja, druga online promo programi in tretja podcasti. Zdaj samo na hitrco vsako stvar, zakaj gre. Torej, objave za socialna omrežja, nekako vemo, zakaj gre, to se pravi, gre za neke krajše video vsebine, ki jih objavljamo na socialnih omrežjih. Tukaj se bom dotaknila predvsem tega, na kaj pri takih objavah biti pozoren in pa predvsem, kaj si s tem znanjem tega, tehnosnovnega načina pripravljanja vsebin lahko pomagamo, da so te zadeve za nas enostavnejše, hitrejše, da smo bolj produktivni in tako naprej. Druga zadeva si pogledamo online promo programe. Tukaj predvsem razložim, zakaj sploh pravzaprav pri online promo programih gre, kaj to pravzaprav so in kako nam koristijo. Pa rahlo se dotaknem pravzaprav tudi tega, kako se jih pripravlja oziroma kaj je tisto, kar je pomembno predvsem iz vsebinskega vidika, da v take programe damo oziroma česa ne. In pa tretja stvar so podcasti.
Zdaj, podcasti so v bistvu kot neke oddaje, ne? To so tako, včasih so pač radijske mreže imele svoje tedenske oddaje, danes imamo praktično lahko vsakdo od nas ima lahko tak svoj podcast in pripravlja neke take tedenske ali pa mesečne oddaje. To je tako nekako, kot tale moja zadeva, ki jo zdaj poslušaš. Skratka, nekje enkrat na mesec dam ven neko bolj poglobljeno predavanje. Zdaj jaz pri meni delam pač, predavanja, to so lahko različni formati, lahko so intervjuji, lahko so neka razmišljanja na glas ali karkoli, skratka, različne oblike. Imajo pa predvsem to vlogo, si pogledamo v bistvu pravzaprav, kaj je za njih značilno, kako jih pripravljati oziroma kakšno znanje potrebujemo, da jih pripravljamo, kakšno mogoče opremo, vse te zadeve mečkam pogledamo. Gre pa predvsem za to, da so v bistvu bolj neka poglobljena predavanja oziroma neka poglobljene daljša razmišljanja, da niso to v primerjavi z objavami za socialna mreža, torej so to nekako bolj daljše objave. Evo, torej štartava objave za socialna mreža, potem pogledava online programe, promo programe in pa še podcaste. Ok, torej začniva z objavami za socialna omrežja. Zdaj prva stvar, da lahko razločiva, zakaj gre. Torej gre za neke krajše video objave. Torej to so lahko objave tam za minutko, 2, 3. Lahko so tudi mečkan daljše, pa tako, da na socialnih omrežjih so seveda trendi, da vse bolj gremo spet, v te krajše video objave. Kaj je tukaj, tisto, kar je povezano s tem znanjem kreiranja spletnih tečajev, je predvsem to, da zdaj vemo, da pač tudi, če gremo neko video objavo narediti, ni problema. Se postavimo pred kamero, pred telefon, lahko gremo celo v živo in posnamemo. To seveda ni noben problem, oziroma enkrat, ko vladaš to, da se postaviš pred kamero, pa ko greš čez tisti začetni strah, kaj bojo pa sosedje rekli, pa kaj bojo vsi rekli, pa kaj si bojo mislili. Enkrat, ko ratamo, nekako samozavestni s kamero, nam je to pravzaprav zelo enostavno. Tisto, kar pa je, posebnost, ki nam pomaga predvsem pri tem, da smo lahko, tudi učinkoviti iz biznis vidika, je pa predvsem to, da se mogoče poslužujemo nekih, trikov oziroma načinov, kako se tega sploh lotiti. In eden od načinov, ki mi je zelo všečen, je tako imenovano snemanje naenkrat, to se pravi večje količine materijala. Tukaj nam v bistvu zelo pomaga to orodje, s katerim sama pripravljam te vsebine, mi zelo pomaga, ker pravzaprav lahko v njem pripravljam, konkretno to Skrimpal orodje, mi zelo pomaga, ker pravzaprav v njem lahko pripravim scenarije, zdaj, ko jaz rečem scenarij, ali pa ko rečem skript, ali pa ko rečem, da si človek napiše zadeve, si pomislijo, vzem pa to mogo dobesedno pol prebrati. Ne, gre za to, da ko imamo neke ideje, si lahko te ideje strukturirano pišemo, v to orodje, oziroma pač lahko se jih pišemo tudi kjerkoli drugje, pa potem prenesemo v to orodje. In na zelo enostaven način v bistvu imamo pripravljenih, recimo lahko povem nekaj mojih izkušenj, to se pravi, ko sem pripravljala promocijo za enega od spletnih programov, sem na primer nanizala 16 video posnetkov, takih minutka, 2 dolgih, in sem jih pravzaprav posnela v enem šusu. To se pravi, tukaj predvsem je bistveno, da ko pripravljamo take posnetke, da smo pozorni tudi to, da je sporočilnostno tisto, kar je potrebno. Tako da tukaj recimo, tudi tukaj, kljub temu, da gre za neke krajše objave, sama uporabljam neke določene formule oziroma ogrodja, ki mi pomagajo, da v bistvu v takih posnetkih naslovim vse tiste ključne zadeve, ki so pomembne bodisi za promocijo ali za karkoli že pač v tistem momentu sporočam v teh objavah. In potem v bistvu recimo, ko grem delati eno tako serijo, se usedem eno dopoldne, vzamem 3-4 malce, da se jih majčkeno vmes preoblečem, kar pomeni, da potem, ko so posnetki, da niso zdaj vsi posnetki v enaki opremi. In enostavno, naštancam, jaz po domače temu rečem, da naštancamo, skratka, na hitrco, pač tisto, to se pravi, če sem imela 16 posnetkov po približno 2 minutke, to pomeni, to je 32 minut, kar pomeni v praksi, da je to nekje, ko si zverziran, kar se snemanja tiče, ko enkrat obvladaš in to govorečo glavo in vse te zadeve, je to recimo 1,5 do 2 snemanja. Tako da to je eden recimo od principov, ki meni zelo pomaga, da sem lahko hitreje produktivna in da take posnetke, to se pravi,
pripravim, enkrat se usedem, enkrat pred kamero, enkrat odpredavam, potem pa zdaj, ne, če imaš, bom rekla, opcijo, jih lahko take posnetke pošleš v obdelavo, da ti nekdo pripiše, gor še nekakšne pripise ali pa karkoli, oziroma to dokaj enostavno lahko narediš torej z znanjem tega kreiranja video vsebin tudi sam. To je recimo en način, kako uporabljati. To se pravi, da pripravimo neko video serijo, kjer pravzaprav se eno dopoldne usedemo, posnamemo, potem pa v bistvu so te posnetke pripravimo, potem zapakiramo in jih pripravimo v bistvu, da so potem jih lahko kar, kako se reče scheduling, da jih lahko kar splaniramo recimo za objave na Facebooku ali pa za objave na Instagramu ali za objave na YouTubeu. Ok, to je bila ta, bom rekla, na veliko, torej ko posnamemo na enkrat, torej neka video serija. Druga opcija, ki se jo lahko poslužimo, je tudi recimo kopije, da delamo kopije posnetkov iz naših Zoom posnetkov. To se pravi, naše Zoom posnetke lahko v orodju ScreenPal zelo enostavno upeljemo noter. To se pravi, ScreenPal orodje ima že integracijo narejeno z Zoomom, kar pomeni vsak posnetek, ki ga mi naredimo, se bo čez nekaj časa pojavil torej med našimi posnetki v ScreenPalu. In potem, kar lahko delamo, in to je zelo enostavno, to je res, bom rekla, toliko enostavno, kot je copy-paste enostaven v Wordovi datoteki. To se pravi, pa v mailu, če nekaj skopirate, pa prelepite nekam drugam, točno taka varianta je tudi tukaj. Skratka, recimo poiščeš v nekem Zoom posnetku, recimo, da je bilo to neko srečanje, pa da si recimo z udeleženci, ali pa da si nek webinar pa se je posnel, ali pa karkoli. Skratka, in imaš zdaj, bom rekla, ene delčke, seveda pazimo, da to ne gre za tiste delčke, kjer so na njih naši udeleženci, ali pa da udeleženci govorijo, ali pa karkoli, skratka, da gre res za dele vsebine, se ponovadi tako, da kadar predavamo, so to neki deli vsebine, kjer smo samo mi gor, oziroma kjer samo mi kaj odpredavamo, in to enostavno pokopiramo. To se pravi, recimo 2 do 3 minutke iz recimo Zooma, kjer smo nekaj predavali, ni treba, da je bilo perfektno, posnetek iz Zooma je že tako, bom rekla, slabše kvalitete, ampak toliko, da dobimo, bom rekla, eno vsebino ven. In skratka, lahko iz takega, bom rekla, daljšega predavanja, sploh če bo promocijske namene, lahko komot pokopiramo delčke take vsebine in lahko že z enim posnetkom, ki je bil recimo, ne vem, da imamo za pol ure materijala na enem Zoom posnetku, dobimo enih 5-10 recimo takih krajših delčkov. Take krajše delčke lahko kopiramo tudi iz promo programov, skratka tole, kar bo naša naslednja točka, je online promo programi. Spet, ista varianta, imamo neko vsebino, pokopiramo določene delčke in imamo pripravljene materijale praktično za kar nekaj časa vnaprej. Na podoben način lahko tudi iz recimo podcastov ali pa z kakršnih koli predavanj ali iz kakršnega koli daljšega materijala, skratka, kopiramo te zadeve. Torej, pri objavi socialna omrežja imamo torej 2 pristopa, ali da snemamo neke video serije, ki jih pripravimo, bom rekla, na horuk, na enkrat, ali pa iz obstoječih materijalov pokopiramo določene vsebine in jih uporabimo torej za objave na socialnih omrežjih. Druga opcija, ko nam znanje kreiranja spletnih tečajev oziroma kreiranja video vsebin pride zelo upoštev tudi pri promociji, so tako imenovani online promo programi. In online promo programi, zdaj mogoče sem toliko, da jih na hitro orišem, so pravzaprav eni taki krajši programi, krajši spletni tečaji, ki predstavljajo nas in naše delo, vendar z vidika tega, kako mi lahko našim strankam pomagamo. To se pravi, oni imajo vlogo, hkrati izobraževalno vlogo v smislu, da podučimo naše stranke, zlasti, kadar imamo naše potencialne stranke, zlasti, kadar imamo mogoče tematike, ki so nove na trgu, ali pa tematike, ki so majčkeno bolj kompleksne, ali pa tematike, kjer ljudje poznajo zgolj eno točko od večjih točk v našem, bom rekla, v naši vsebini, jih lahko torej na tak način podučimo. Hkrati pa imajo promo programi, zato jim tudi rečem promo programi, seveda mi jih za udeležence ne rabimo govoriti, da so to promo programi, imajo pa pravzaprav promocijsko vlogo, in sicer promocijsko vlogo v tem smislu, da se mi predstavimo našim potencialnim strankam. To se pravi, predstavimo se kot osebnost, zato je tukaj zelo pomembno, da te online promo programe delamo v
obliki čim več, da smo v obliki govoreče glave, zato da nas ljudje vidijo, da nas slišijo, da se navadijo tudi na naš glas, na našo, bom rekla, mogoče neke mimiko in vse te zadeve. Hkrati pa v bistvu predstavimo, bom rekla, sebe tudi kot strokovnjaka. Skratka, v bistvu tukaj pokažemo pravzaprav to naše poznavanje tematike oziroma pač tudi, da nas ljudje spoznajo, da to našo kredibilnost tudi prepoznajo lahko iz tega. In pa bom rekla tudi neke vrste filter so, da ljudje vidijo, a je to pravzaprav način, na katerega bi želeli delati oziroma če jim ustreza, pač bom rekla, naš način dela, naša filozofija in dela in tako naprej. Zdaj, online programi so pravzaprav narejeni zelo hitro. To se pravi, če še nimaš izkušnje z delanjem online tečajev, je to eden od najlažjih načinov, kako sploh začeti, ker pravzaprav se že naučiš osnov te filozofije, te strategije, kako se lotiti kreiranja online programov, so pa po drugi strani toliko krajši, oziroma res gre za kratke programe. To so običajno nekje programi, ki so dolgi tam 30 do 60 ali pa do 90 minut. Recimo tale moj brezplačen spletni tečaj je recimo en tak princip. 90 minut je dolg, zdaj lahko ga izvedem, vsake toliko časa ga izvedem v obliki e-delavnice v živo, drugače imam pa pač posnetega in ravno to je dodana vrednost tega online promo programa, da je pravzaprav dostopen 24 ur na dan. Skratka, ne rabijo moje stranke zdaj čakati enkrat na mesec ali pa enkrat na 3 mesece, da jaz izvedem eno brezplačno delavnico ali pa nekaj, pa še takrat mogoče one nimajo časa poslušati ali pa karkoli. Skratka, tudi s tem, ko jo poslamemo naprej, imam nekaj več kontrole nad tem, kaj noter povem, na kakšen način podam zadeve, sploh zato, ker se nam gre, da so stvari res čim bolj enoznačne, čim bolj razumljive, čim bolj kratke, pri kakšnih srečanjih v živo se nam pa hitro lahko zgodi, da malo ali odbluzimo po svoje, ali da kakšne stvari ne povemo, ali da kaj pozabimo, oziroma pa da moramo kaj skrajšati, ker nam časa zmanjka. Skratka, tukaj je res to vodilo. Pomembno, kar je pri teh online programih, pomembno je predvsem to, da imajo torej strukturo, torej tukaj so podobni spletnim tečajem, ker ravno tako izhajamo iz neke strukture in v tej strukturi, ki je pravzaprav, bom rekla, zelo v 90% enaka struktura kot struktura online programov, tistih plačljivih oziroma naših produktnih online programov, je pa tukaj razlika samo to, kaj mi v posameznem delu povemo. Torej tukaj ne gremo v vsebino, da učimo že ljudi to narediti, ampak gremo predvsem v vsebino z tega vidika, da pri naših poslušalcih, udeležencih takih programov ozaveščamo stvari, za katere še morda ne vejo, da jih ne vejo. Tako tukaj je pomembna vsebina oziroma ta struktura predvsem iz tega vidika, da znamo tak online program zasnovati na tak način, da ga udeleženci dobijo, bom rekla, po eni strani tisto, po kar so prišli in kar jim je poznano, na drugi strani pa da to naredimo na tak način, da povemo tudi stvari, za katere ne vejo. Zdaj bom zelo konkretna, bom recimo konkretno na moji vsebini povedala, ljudi ponavadi zanima zadeve, ki so recimo pri meni tehnične narave, to se pravi, katera orodja rabimo, kako se to posname in tako naprej. V resnici pa recimo za kreiranje online programov, samo snemanje je šele drugi, tretji korak. Najprej moramo res znati poslovni model zastaviti, celotno strategijo, kam bo ta naš program spadal, zastaviti v bistvu zasnovo tega programa, razmisliti o različnih zadevah, znati spisati program na tak način, da zagotovi dobro učno izkušnjo tudi nadaljavo in tako naprej. In potem se šele posnamemo. Kar pomeni, ljudje iščejo tisto, kar vejo, torej v tem primeru vejo, da ne vejo, oziroma iščejo tisto, kar vejo, da ne vejo. Torej v tem primeru vejo, da ne znajo snemati, pridejo po to, jaz ti moram pa seveda razložiti še vse tiste zadeve, za katere pa oni v tem momentu še ne vejo, da ne vejo, kar pomeni, da naredim torej zasnovo online promo programa na tak način, da jih torej podučim o teh zadevah, ne grem pa v detajle v smislu, da bi jih zdaj že razen neke malenkosti, kakšno malenkosti jih seveda že naučimo, se mimo tega ne moramo, pa v končni fazi tudi ponavadi naredimo neke take stvari, da pokažemo, da stvari delujejo oziroma kako delujejo. Običajno pa ne gremo v globine, ker če ne smo pa potem že prišli do konkretnega online programa. Skratka, priprava takih programov je, torej online promo programov, je dobra osnova za vse, ki še nimate spletnih tečajev, pa bi jih radi imeli, hkrati pa v bistvu
To se pravi, se naučite že in tega procesa, tega procesa priprave in procesa snemanja. Po drugi strani je pa tak promo online program tudi dober štart za to, sploh za tiste, ki mogoče še nimate neke baze sledilcev, ker je to pravzaprav štartna točka, prvi korak, da sploh začnete graditi svoj online edukacijski biznis. To se pravi, s takim načinom, ko imamo en tak program, pravzaprav šele pridobivamo lahko prve sledilce, prve naročnike na naše novice, hkrati pa torej smo naredili tudi sami sebi eno uslugo, ker smo pravzaprav se naučili ali pa vsaj vstopili v ta svet kreiranja online programov. Naša tretja opcija v tokratnem e-predavanju, drugače se gotovo najdemo še kakšno več, so pa tako imenovana torej podcasti. Zdaj, še enkrat, podcasti so v bistvu po domače, če je neka serija, nekaj, kar prihaja vsak teden ali pa vsak mesec, pač nekem smiselnem časovnem zaporedju ven, in kjer lahko seveda se pojavimo na tak način, kot sem jaz zdajla, nekako samo z glasom. Jaz sem se pač odločila za tak način, da samo glas dam, ker sicer sem dovolj prisotna z videom že sicer, pa produkcijsko, oziroma za narediti meni tole lažje, ker ne rabim biti, našminkana in urejena, lahko snimam v pidžami. V resnici nisem v pidžami. In pa lahko je pa to tudi video, tako da tukaj se čist ni včasih, to hočem poudariti, da včasih mislijo, da so podcasti nujno samo audio format. Ni nujno. Audio format podcastov je predvsem primeren zato, ker je v bistvu dosti lažje, dosti manjša datoteka. To se pravi, če imamo video datoteko, vemo, da je to dosti večji datoteka, velikost datoteke, kar pomeni, da ljudje, ki si to pogledajo na spletu, pa če gledajo, pač bom rekla, da so na prenosu podatkov, ne pa na Wi-Fi-ju, torej ne na brezžičnem omrežju, potem pač več podatkov pokurijo, če je video. In ravno zaradi tega konkretno, da gre mogoče za tiste, ki vas bolj tehnične zadeve zanimajo, recimo konkretno na Spotifyju, kjer tudi najdete tale moja e-predavanja, lahko recimo tudi, če je video posnetek, tudi če nekdo naloži kot izvajalec, oziroma če mi kot poslušalci gledamo posnetek podcasta, ki je v obliki videa, imamo možnost, da izberemo audio format, ker porabi manj podatkov. Tako da to je tista ključna zadeva, zakaj je doskrat, ali pa vsaj, še pred par leti bilo ta trend, da so bili podcasti bolj audio varianta, ravno zaradi tega, ker zaradi tega prenosa podatkov in tako naprej. Ker recimo lahko te podcaste običajno pač to niso neka učna gradiva, torej podcasti sami po sebi niso namenjeni temu, da bi učili ljudi na nek strukturiran način. To se pravi, tudi jaz tukaj, ko razlagam, to niso stvari, da bi vi zaradi tega znali implementirati. Zaradi tega, ker vam zdaj razlagam o kopiranju enih objav, pa o pripravi video objav za socialna omrežja, pa o podcastih, pa to. Torej, to še ne pomeni, da vi to znate narediti ali pa da ste to celo naredili. Pri spletnih tečajih je poanta v tem, da vas peljem do tega, da to znate narediti, oziroma da to naredite. Pri podcastih pa gre bolj za neka, razmišljanja, razlaganja in tako naprej. Skratka, na različne tematike iz vašega področja. In to je že ena od stvari, ki je pač, značilna za te podcaste, to se pravi, da imate nekje v glavi eno strategijo. Prva stvar, če to zdaj gremo pogledati na naš online edukacijski biznis, na promocijo online programov, na promocijo nas kot blagovne znamke in tako naprej, je fino, da pač neko strategijo v zadnji imamo o tem, kaj s temi podcasti želimo doseči. Jaz konkretno recimo tukaj razlagam o zadevah, zato da boste vi videli, da vas navdušim nad tem, pač iz back-enda v zadnji, iz zaudarja, da vas navdušim in da vam pokažem, da pravzaprav kreiranje online tečajev je širše uporabno. Ni neka skrivnost, sem že dala naslov te teme na začetku. In da vam pokažem pravzaprav, kje vam še vse lahko koristi in da vas navdušim, da znate sami delati te vsebine, oziroma sami, da se to naučite. Skratka, posredno prodajam svoj online program o pripravi in snemanju vsebin. Hkrati vam razlagam, kako zadeve naj bojo vzpostavljene, to se pravi, krepim tudi to svojo kredibilnost, da vi vidite, pravzaprav, kako vam jaz lahko pomagam tudi pri
pri širšem delu, to se pravi tudi mogoče pri edo-marketingu in teh zadevah in tako naprej in tako naprej. No. Skratka, tisto, kar je značilno za podcaste, je torej to, da imamo nekako, delamo jih kot neko vrste tudi serijo, to se pravi, da imamo neko strategijo v zadnji, da vemo, čemu služijo, ne. To se pravi, podcasti so dostikrat, če bi mi segmentirali naše stranke oziroma naše sledilce v enih 4-5 segmentov, so podcasti namenjeni tistemu segmentu sledilcev, ki po možnosti od nas še niso nič kupili. Govorim o tem edukacijskem biznisu in to se pravi o tem izobraževalnem lijaku, ki ga običajno razlagam. Ne. Skratka, podcasti so namenjeni tistim, mogoče, pri meni seveda poslušajo jih tudi naši sledilci, tisti, ki so že nekaj od nas kupili, kakorkoli, gre pa predvsem za to fazo ozaveščanja. Ne. To se pravi, smo v tej fazi, če se boste pogledali izobraževalni lijak, je to čista tista prva faza, kjer pravzaprav ljudi opremimo z nekimi osnovnimi informacijami na nivoju, še tam nekje na nivoju vedeti, pa na nivoju novo, skratka, da bolj poglobljeno lahko razložimo zadeve. In ravno ta poglobljenost, možnost te poglobitve v vsebino je dodana vrednost, torej govorimo o podcastih v kontekstu teh naših, tega biznisa, o katerem jaz govorim, torej edukacijskega biznisa, je poanta podcastov, da gremo lahko poglobljeno v določene tematike, razložimo določene tematike, tega z blogom recimo, ne, blog članek, ko ga napišemo, je običajno nekje največ branja tam za 5 do 7 minut. Torej, skratka, ne moramo iti toliko poglobljeno, kot grem jaz lahko poglobljeno tukaj v temle konkretnem primeru, da vam razložim vse te različne nianse. Druga stvar je tudi to, da recimo, da pri podcastih se ponavadi, ne, je tudi ena, bom rekla, še dodatna vrednost njihova tudi to, da se ljudje navadijo na nas kot izvajalca, ker konec koncev v online programih nas bojo morali poslušati, ne, pa po možnosti še gledati, kar pomeni, gremo tudi v ta način, to zraven, delamo tudi iz tega vidika, da mečkano bolj se ljudje v končni fazi navadijo na nas, predvsem pa to, da gremo lahko v neko tako globino. Ne. Na socialnih omrežjih smo tudi rekli, to so kratke objave, 2-3 minutke ali pa še manj, zato da vzbudimo pozornost, da mogoče med tistim scrollanjem, ko se ljudje scrollajo tam po Facebooku nekje, ne, da ujamejo mogoče kakšno našo misel, pa nas pa jih potem začne kaj več zanimati. Ne. Pri podcastih je pa torej ena taka varianta, kjer lahko na en tak odprt način v smislu, da ne rabijo se glih nekam registrirati in tako naprej, poslušajo, bom rekla, neke naše bolj poglobljene zadeve v zvezi z vsebino. Zdaj, kar se pa same tehnologije tiče, moram pa reči, da so podcasti ena najlažjih stvari. To se pravi, če delate podcast tak, kot je zdaj tale, kjer jaz v bistvu samo govorim in imam zraven potem prilepljeno čez eno sliko, je to, bom rekla, ena najenostavnejših zadev, ker v bistvu vse, kar rabite narediti, je spisati si mečkano scenarija. Sem že na začetku tega predavanja povedala, ne, to se pravi, da orodje Skripal, recimo, s katerim snemam in spletne tečaje in podcaste in vse te zadeve, kar sama sproduciram, ima eno super prednost ravno to, da lahko v njej napišemo nek scenarij, skratka vsaj ogrodje tega, kar želimo povedati in potem lepo enostavno posnamemo. Jaz dostikrat, recimo, če sem čisto konkretna, ravno zdaj med snemanjem tega podcasta sem imela telefonski klic in sem lepo vmes prekinila, pa posnela sem en delček, potem sem nadaljevala in sem točno vedela, kje nadaljevati. Ne. In to je pač, bom rekla, en del te tehnostavnosti, da nam ta orodja in pa ogrodja, torej orodja v smislu te tehnike in pa ogrodja v smislu, da vemo, kako pač take podcaste recimo se lotati ali pa kako jih zasnovati, da nam pomagajo, da pravzaprav te stvari pripravljamo zelo tehnostavno, kot jaz rada rečem. Ok, torej, če za konec povzamemo vse te tri načine promocije, v bistvu prva stvar, pa da mogoče povzamemo v tem kontekstu, zdaj, kako se tega lotati, oziroma kaj to zdaj pomeni, ko se tega lotevamo v okviru online edukacijskega biznisa, pomeni predvsem to, no, že dala sem vam v bistvu eno sočnico na začetku, da lahko začnete brezplačno, torej s pomočjo brezplačnega spletnega tečaja, kjer boste videli pravzaprav, kjer boste dobili kjer dobiš ti začetni navdih, kako take zadeve delati, torej in tudi v tem spletnem tečaju pravzaprav poudarim 3 stvari, ki so pravzaprav pomembne, ne. Prva zadeva je, jaz sicer v spletnem tečaju dam na zadnje mesto, je sicer strategija. To se pravi,
mi sami pri sebi moramo imeti, če želimo, da so te stvari povezane, in če ne želimo, da smo na koncu skurjeni od produciranja konstantno enih vsebin, ki nikamor ne peljejo, ne, moramo imeti neko strategijo. Ne. Zdaj, ta strategija jaz običajno najlažje ljudem predstavim kot izobraževalni lijak, torej kot ena strategija. Dajte si res pogledati ta video o izobraževalnem lijaku, kjer razložim pravzaprav, kako mi stranke v teh online edukacijskih biznisih peljemo od tega, da nas spoznajo, do tega, da postanejo nekoč morda naše stranke. Ne. In to strategijo pravzaprav je prva stvar, ki jo nekako moramo imeti narejeno, ne rabimo pa imeti pogruntane v nulo, ne. Ker velikokrat potem pri strankah, s katerimi delam, zlasti z tistimi 1 na 1, vidim pravzaprav prije do tega, da se pol toliko časa ukvarjamo s tem, kako bo ta strategija toliko perfektna, strategija pa rata perfektna s tem, ko jo mi ves čas na njej delamo. Ne. Skratka, strategija ni ena stvar, ki jo danes postavim, pa bo veljala za naslednjih 10 let. Strategija je nekaj, kar danes postavim, kar mi pa omogoči, torej ta izobraževalni lijak mi omogoči, da postavim eno strukturo temu svojemu delovanju, da točno vem, zakaj nekaj delam, da točno vem, kaj imam za narediti, da točno vem, kako, v kakšnem formatu naj naredim, kako naj naredim, prek česa naj naredim in tako naprej. Ne. Skratka, ta strategija nam da strukturo, zato da v bistvu ne delamo in ne štancamo enih stvari samo za brez veze, brez repa in glave. Ne. Potem pa v bistvu, ko na tem delamo, se pa dejansko izkaže, kje so v bistvu še, bom rekla, kaj bi še lahko naredili, pa kaj bi lahko spremenili, pa tako naprej. Ne. Skratka, prva stvar, res se je treba vzeti čas za to strategijo. Jaz osebno tudi pomagam tako strategijo delati, da vas usmerjam v razmišljanju, na kaj boste pozorni, da vas izzovem z vprašanji, o čem razmišljate, da vas izzovem s tem, v katero smer še lahko pogledate, pa morda sami še niste videli in tako naprej. Seveda, vedno sem zagovornik tega, da ste vi direktor svojega biznisa in ste vi odločevalec na koncu. Skratka, moj pristop ni, da rečem, zdaj moraš pa tako narediti. Moj pristop je, da ti iščeš tisto, kar je usklajeno s tabo. In to je prva stvar, ki mora biti usklajena z vami, zato tudi vedno rečem, da ne verjamem v pristope ena srajca za vse, oziroma one size fits all, v smislu, da lahko nam nekdo da formulo in reče, lej, jaz sem na tak način uspel prodajati svoje spletne tečaje, zdaj pa še ti delaj po tej formuli, pa boš tudi ti uspel. Ne, velika verjetnost, to sem jaz spoznala že pred parimi leti, sem v tem govorila tudi v enem od predavanj, moja spoznanja o marketingu, kjer je bilo prva ugotovitev ravno to, da pristop, ki je ustrezen za eno osebo, ni nujno, da bo ustrezen tudi za drugega. Pa tudi, če imata enak poslovni model, če imata enako vsebino, sta to dve različni osebi, ki ima mogoče iste zadeve, ne ustrezajo. Tako da, strategija. O strategiji zelo rada govorim, ker je res eden najpomembnejših temeljev, na katerega marsikdo pozabi, pa bo mogoče raje to kdaj drugič kakšno posebno epizodo naredila na to temo. Druga stvar, ki jo boste spoznali tudi v tem brezplačnem programu, je torej scenarij oziroma imeti vsebinska ogrodja, kaj pravzaprav dati v posamezne vsebine. Tisti, ki delajo z mano 1 na 1, oziroma tisti, ki z mano delajo 1 na 1 ali po mojih članskih programih, v mojem članskem programu, kjer ljudi peljem skozi proces vzpostavljanja pravzaprav te strategije v neko realnost, ne, v bistvu vidijo, da v bistvu vsaka stvar se začne z nekim vsebinskim ogrodjem. Ne. Mi ne moramo delati na isti način spletnega tečaja, ki je za prodajo, pa na isti način narediti spletnega tečaja, oziroma na enak način zapakirati vsebino za spletni tečaj, ki je promocijske narave. Ravno tako ne moramo narediti na isti način, seveda tehnično in izvedbeno, pa že tukaj je tehnično in izvedbeno, mora biti stvari, ki so za promocijo, dosti bolj nežne in lahkotne, kot tiste, ki so za prodajo. Ne. Tudi, ko pripravljamo vsebine, recimo za promocijo, morajo imeti nek rep in glavo v smislu, kaj želimo mi z njimi sporočati, kam pašejo v naši strategiji. Ne. Skratka, tukaj je torej prva stvar, prva stvar smo rekli strategija, druga stvar je torej ta vsebinski vidik. Ne. Jaz dajem svojim udeležencem v članskem programu v bistvu ogrodja, kako se lotati, kar pa ne pomeni spet, kot sem rekla, iskati morate potem vi usklajenost z vami, z vašo vsebino, z vašim tipom osebnosti in tako naprej. Ne.
ampak bistveno je, da niso to zdaj samo tisto, zdaj sem se pa nekaj zmislil, zdaj mi je pa glih nekaj kapnil, pa grem te tole odpredavati. Naj bo neka struktura, naj bo nek smisel. Potem pa tretji korak je pa pravzaprav šele tehnični korak, kjer je pa snemanje. Skratka, potem, ko vemo, kam nek, recimo, naš podcast, ki ga pripravljamo, kam spada v naši strategiji, torej prvi korak strategija, drugi korak struktura oziroma scenarij, torej ko vemo, kam zdaj, kaj vsebinsko v ta scenarij oziroma to strukturo tega posnetka dati, potem pa pridemo do tretjega dela, ko pa gremo lahko snemati. In takrat pravzaprav so pa stvari dosti enostavne, oziroma tehnostavne, ravno zaradi tega, ker če imamo mi jasno vizijo, v kakšnem formatu, oziroma čemu je nekaj namenjeno, bomo tudi vedeli, kakšen format rabimo posneti. Tako kot sem prej rekla, promo programi, online promo programi, njihova značilnost je, da nas ljudje tudi spoznajo, da nas vidijo na kameri in tako naprej. Zato je tam logično, da se nam lepo izriše in točno vemo, tole moramo posneti v obliki govoreče glave. Pozorni moramo biti na te pa te zadeve, ker vsebinsko moramo dati to pa to noter. Pod podcastom smo rekli čisto spet drug princip, kaj želim s podcastom doseči, zato je tudi struktura, scenarij mojega podcasta čisto drugačen kot recimo za promo online program in tako naprej. Tako da 3 stvari, če vam jih dam, to se pravi strategija, ki jo delamo na podlagi tega izobraževalnega lijaka, druga stvar, struktura nekega posnetka oziroma nek scenarij tega posnetka, ki si ga naredimo, 3 eseje se lahko zapomnimo, torej strategija, scenarij in potem šele tretji korak snemanje, ki pa je pravzaprav, zelo enostaven način, ravno zato sem tudi naredila, program tehnostavno snemanje in video editiranje, kjer gremo v tem programu gremo res skozi, čez vse te drobne malenkosti, ki počasi zgradijo, to, da ste samozavestni pred kamero, da ste suvereni v pripravi takih gradiv in da lahko taka gradiva pripravite za različne tipe vsebine, torej ne samo za spletne tečaje, ampak tudi recimo za promocijske namene, kakršne smo si pogledali oziroma preposlušali v tokratnem podcastu. Na tem mestu pa samo še zaželim prijetno e-dogodkanje in pa spretno prodajanje znanja.